Dragi bratje in sestre, dragi Marijini častilci, spoštovani tisti, ki ste z nami po valovih Katoliškega radia Mir Slovenija, zlasti spoštovani tudi tisti, ki ste gospoda nadškofa Urana imeli radi. Rad bi vam posredoval nekaj podatkov iz njegovega življenja, ki jih najbrž že poznate, morda se bo komu zdelo malo suhoparno, pa kljub temu. Alojz Uran se je rodil proti koncu druge svetovne vojne 22. januarja 1945 v Spodnjih Gameljnah, to je v župniji Šmartno pod Šmarno goro. Odločil se je za duhovniški poklic. Mašniško posvečenje je prejel na praznik svetega Petra in Pavla 29. junija 1970 v Ljubljani. Kot mlad duhovnik je bil kaplan oziroma vikar v stolni župniji v Ljubljani, potem je šel na študij v Rim, po vrnitvi iz Rima je bil ravnatelj malega semenišča, potem je bil župnik v župniji Ljubljana Šentvid. Sledilo je imenovanje za ljubljanskega pomožnega škofa. V škofa ga je posvetil sveti papež Janez Pavel II. Na praznik svetih treh kraljev 6. januarja 1993 v Rimu. Kot škof je bil nekaj časa zadolžen tudi za Slovence po svetu. Za ljubljanskega nadškofa metropolita ga je imenoval sveti Janez Pavel II. 25. oktobra 2004. Papež Benedikt XVI. Pa je potem sprejel njegovo odpoved službi ljubljanskega nadškofa metropolita približno čez 5 let, 28. novembra 2009. Tudi še po upokojitvi je škof Alojz Uran obhajal razne slovesnosti po župnijah, zlasti Svete Birme. Že pred 2 letoma je obhajal 25-letnico škofovskega posvečenja, letos pa bi bil junija, če bi dočakal zlatomašnik. No, mislim, da je prav, da omenimo tudi tole, tako kot so danes, smo slišali v Božji besedi, kako so preganjali Petra in Janeza, ker sta bila priljubljena med ljudstvom, ker je Bog po njima storil čudež. Težko razumemo obdobje, ko je nadškofa Urana doletela kazen izgnanstva. Za večino katoličanov je bila ta kazen krivična. A sam pravi gospod nadškof, da je vsem vse odpustil in k temu vabi tudi nas. Prepričan sem, dragi bratje in sestre, da je to žrtev izgnanstva tudi daroval za cerkev na Slovenskem. Vrh vsega ga je zdaj na koncu doletela tudi resna bolezen. V Sloveniji se je veliko molilo za njegovo ozdravljenje, toda Bog je hotel drugače. Na veliko soboto je tako upokojeni nadškof Alojz dopolnil svojo življenjsko daritev in se pridružil Jezusovi velikonočni skrivnosti. Dovolite mi še nekaj osebnih spominov. Osebno se Alojza Urana spominjam, ko še ni bil škof. Spominjam se ga z Brezi, ko je bila tam kakšna večja slovesnost in smo se zbrali od vseh vetrov v večjem številu. Ne bom zdaj točno vedel, kakšna slovesnost je bila, ali je bilo to morda srečanje bolnikov in invalidov, ali pa molitev za duhovne poklice. Tega zdaj ne bom vedel, ampak skratka, na Brezjah je bila maša zunaj na trgu pred cerkvijo in gospod Alojz Uran pa je kot navdušen duhovnik vodil ljudsko petje. Dirigiral je ljudstvu in zraven sam veselo prepeval. To je moj prvi spomin nanj. Velik vtis so name naredile njegove pesmi. Takrat, ko sem odraščal, je obstajala glasbena kaseta Vstajenje, na kateri je bila posneta velikonočna Aleluja, ki jo je zapel gospod Alojz Uran.
in ostale velikonočne pesmi, povezane z velikonočno procesijo. No, z gospodom Uranom je pel tudi zbor Konzorcium Musicum iz Ljubljane. Te pesmi so se mi že takrat zdele nebeško lepe in so mi govorile o Jezusovi zmagi, o zmagi dobrega nad zlom. Spominjam se tudi, ko je bil Alojz Uran imenovan za škofa, takrat sem si potiho želel, da bi se udeležil njegovega škofovskega posvečenja v Rimu, a pač ni bilo mogoče, saj sem bil takrat še v srednji šoli proti koncu gimnazije. No, spominjam se tudi tega, dragi bratje in sestre, kako smo bili šokirani, ko smo izvedeli, da je kmalu, če se prav spominjam, že nekaj mesecev po posvečenju, po škofovskem posvečenju, imel prometno nesrečo. No, po drugi strani pa smo bili takrat globoko Bogu hvaležni, da je nesrečo preživel. No, zdaj pa še nekaj spominov, povezanih z našo Kisovško župnijo. V našo Kisovško župnijo je, torej ki je posvečena Fatimski Mariji oziroma Marijinemu brezmadežnemu srcu, je gospod nadškof Uran zelo rad prišel. Nič čudnega, saj je bil velik Marijin častilec. Iz intervjujev ste slišali, da je bil posvečen Mariji, že pred rojstvom ga je mati izročila njej, Mariji. No, že v času mojega predhodnika, gospoda Mirana Kelvišarja, je bila tu v Kisovcu velika slovesnost, ko je škof Alojz Uran v soboto 14. oktobra 2000, torej v jubilejnem letu 2000, posvetil Zasavje Marijinemu brezmadežnemu srcu. To je bila posvetitev Zasavja, družin in posameznikov Marijinemu srcu. Na takratno posvetitev so se po celi dekaniji pripravljali s tridnevnico. No, takrat, 14. oktobra 2000, je bila sveta maša zunaj, kajti prišlo je veliko romarjev, tudi z avtobusi od drugod. Takrat je bila, kot poroča kronika, prva procesija s Fatimsko Marijo v našem kraju, menda je bila procesija dolga 1,5 km. No, ker je bilo to zvečer, je bila to tako imenovana procesija z lučkami. No, nadškof Uran je prišel v našo župnijo tudi takrat, ko smo obhajali 50-letnico, kar je prišla Fatimska Marija v naš kraj na Loke. To je bilo na cvetno nedeljo, mislim, da leta 2012, ne me držati za besedo, katerega leta je to bilo, vem pa, da je takrat vodil slovesno mašo ob 10:30, torej smo imeli blagoslov zelenja in potem mašo naprej in smo na ta način obeležili 50-letnico, kar je prišla Marija na Loke. No, potem nadškof Uran je prišel v našo župnijo tako ob 90-letnici Marijinih prikazovanj v Fatimi leta 2007, ta slovesnost je bila 19. maja 2007, in prišel je tudi ob 100-letnici Fatime, to je bilo pa leta 2017, 13. maja, torej prav na 100-letnico. Ob 100-letnici smo zmolili jubilejno posvetiteljno molitev Mariji in po njej Bogu. Obakrat, za 90-letnico in 100-letnico, je bila ta slovesnost v maju, v mesecu maju, čeprav redno obhajamo glavni romarski shod v oktobru. Tako, dragi bratje in sestre, v naši župniji je bil škof Uran tudi nekajkrat kot birmovalec. Skratka, res je rad prišel k nam, saj je bil res vas Marijin. Res je rad častil Devico Marijo in nas tudi vse usmerjal k njej. Tako, večkrat se spominjam tistih besed, ki nam jih je položil na srce na nekih duhovnih vajah, menda prav v Fatimi, da poteka duhovni boj, da hudobni duh deluje.
deluje, je zelo aktiven, medtem pa smo verniki zaslepljeni in mislimo, da je vse v redu, da je vse v najboljšem redu, da smo srečni, da se nam ni treba nikogar bati, no v resnici pa je hudobni duh zelo deloval in še deluje. Tako da na delovanje hudobnega duha nas je gospod nadškof Uran opozoril tudi v velikonočni poslanici, ki jo je imel leta 2009, so strokovnjaki izračunali, da točno 11 let in en dan pred svojo smrtjo. Takratne besede so zelo aktualne še danes, saj spregovorijo o tem, kako hudobni duh zapeljuje človeka. Takole je rekel gospod nadškof: družbene razmere, v katerih se nahajamo, so zaznamovale vesoljno človeško družino in kažejo tako na krizo človeka, kot tudi družbe. Zgradili smo babilonski stolp civilizacije, ki gradi na materialnem blagostanju, pozablja pa na pomen bivanja in radost življenja. No in potem pravi, da je razlog za to delovanje hudobnega duha, ki je začel delovati že v začetku sveta in deluje še danes. Nadškof pravi dalje: začelo se je gorje, ki je v človeka zasejalo strah pred smrtjo. Zaradi tega strahu je človek sam postal žrtev manipulacij. Oče laži je na drevesu v raju zmagal, vendar njegova zmaga ni bila dokončna. In potem nadškof spregovori o Jezusovem stojenju. Jezusovo bistveno poslanstvo je, da znova pokaže človeku, da je Bog ljubezen. Jezus nam je oznanil, da je naš zadnji cilj v nebesih. No, tako nam je oznanil gospod nadškof Uran, tako seveda tudi verujemo, in k temu nas je vedno znova usmerjala tudi Devica Marija v privatnih razodetih. No, cerkev se je zlasti ustavila ob njenih prikazovanjih v Fatimi. Prepričan sem, da se je Marija prikazovala tudi drugje, da je Marija klicala k spreobrnenju, klicala k molitvi in tudi napovedovala težke stvari. In glejte, dragi bratje in sestre, premalo smo vzeli zares te Marijine klice, težke stvari so se že začele dogajati. No, ampak z veliko molitve, s predanostjo Bogu, lahko marsikakšno to božjo kazen ali preizkušnjo tudi omilimo. Zato vas res vabim, da bi molili pri tej sveti maši zlasti za gospoda nadškofa Urana, pa tudi zato, da bi svet z božjo pomočjo premagal ta koronavirus. No, zdaj so zopet postale aktualne Marijine besede, da bo njeno brezmadežno srce na koncu zmagalo. In res zaupajmo v te besede in tudi sami res veliko naredimo za to zmago, s svojo predanostjo Mariji in po njej Bogu. Amen. No, dragi bratje in sestre, dovolite še nekaj misli. V povezavi z gospodom nadškofom Alojzom Uranom so mi prišle na misel še sledeče stvari. Niso mi nekako sodile v pridigo, pa se mi vseeno zdi prav, da vam jih omenim. Torej, Marijinim častilcem je večkrat položil na srce, če kdo od Marijinih častilcev ni bil razumljen od koga, to se dogaja danes. No, ampak nadškof Uran je tako pomenljivo rekel: kjer je Marija, je bolečina. Kjer je Marija, tam je bolečina. Torej moramo biti pripravljeni tudi na nesprejemanje Marijinih sporočil in Marijinega češčenja. Ampak mi smo od Mariji prejeli že veliko milosti in želimo biti Mariji zvesti. No, potem se spominjam, da je rekel:
če se je treba v življenju odločati, jasno, da se je treba, pravi, da je velikokrat tako, da je bolj pravilna tista pot, ki je težja. Mi smo nagnjeni k temu, da bi izbirali lažjo pot v življenju, da bi šli po liniji najmanjšega odpora, ampak on je tako jasno rekel, da je bolj pravilna tista pot, ki je težja. Običajno. Ne vedno, ampak običajno se tako pokaže. No, potem pa še eno pričevanje iz tistih let, ko je bil najbrž bogoslovec ali pa mlad duhovnik, no, to nam je nekoč zaupal, pa ne bom vedel, ali bogoslovcem ali ministrantom. Torej, v tistih časih je bilo kar hudo, je moral na neko zaslišanje, mislim, da na policijo, k komandirju, no, in potem je tam čakal na tistega zasliševalca, pa ga dolgo ni bilo, potem pa je zasliševalec vendarle prišel in je rekel, najprej opravičil za zamudo, nekaj takega. No, Alojz Uran pa je rekel, nič hudega, sem pa za ves ta čas rožen venc molil. No, in pravi Alojz Uran, da je bilo s tem vse zaključeno, da nista imela potem ne vem kakšnih zasliševanj. Torej, kaj lahko naredi molitev rožnega venca? Omehča trda srca. No, in torej vas res vabim, da bi v tem času, ko res potrebujemo neko odrešitev od Boga, toliko več molili po naših družinah, zelo vam priporočam ravno molitev rožnega venca.